Z Ano sva se dobili v Jasni, kjer v poletnem času poučuje jogo in pilates. Zanimalo me je, zakaj se je odločila izbrati ravno to lokacijo. Da smo bolj v stiku z naravo in ravno to je v bistvu ta glavni point joge, no, da si povezan sam s sabo, a ne in telo, da sta povezana. Ko smo pa še v stiku z naravo, pa je to še toliko močneje. Tako da, ja, kje je lepše kot pa v Jasni, ob jezerčku, lepo na travci, jasi, gledaš gor v modro nebo, lepo nežno veter piha, ne? Tako da tukaj je res bombastično. Ana se je prvič seznanila z jogo v osnovni šoli, ko ji je oče kupil knjigo o jogi. Z jogo sem se spoznala že v osnovni šoli, ko sem dobila svojo prvo knjigo o jogi. Na to malo več v gimnaziji, ko smo imeli kot del športne vzgoje. Ampak priznam, da takrat se mi ni še dotaknila. Predvsem pa potem kasneje, no, ko sem začela učiti aerobiko, pilates, takrat sem pa res začutila, da je tudi joga tista, ki me vleče, da želim poučevati, da želim deliti to znanje, izkušnje. Predvsem pa po prometni nesreči, ko sem se odločila odpotovati v Indijo. Takrat se mi zdi, da je bil en tak prelomen moment v mojem življenju, ko sem želela malo raziskati, kaj sploh želim delati, kaj želim deliti, kaj je moja strast, no? In takrat sem sploh začutila, da je joga del mojega poslanstva. Ana se ni čisto zavedala, v kaj se s potovanjem v Indijo podaja. Ta pot je bila pa samo zame in sem se odločila iti sama na to pot. Tako da v bistvu nisem nobeno povedala, dokler nisem šla. Par dni prej sem samo omenila, ko jaz grem v Indijo. In v bistvu so bili kar vsi malo šokirani. Tako da ja, nisem se zavedala, da grem v Indijo šele na koncu, ko sem prišla v Maduraj. Sem sedela, veste, na avtobusu, ki te pelje od letala do letališča in sem gledala karto, zemljevid, kam moram jaz iti. In nisem imela pojma, ker res nimam nikakršne orientacije. In takrat je prišel za mano, za moj hrbet, pač en tip in je rekel, jaz grem tudi tja. Pa je skozi, wow, res vesolje ti pošlje tisti, kar rabiš. Na njemu je bilo ime Mohamed iz Dubaja in je tudi delal isto licenco kot jaz. Je bil med temi izbranimi, no, ki so nas izbrali nekje 20-30 od, ne vem, 1000 prijavljenih, ker si mogel imeti določene kvalifikacije narejene. In so potem skupaj odšla v ašram, no. V ašramu v Indiji je opravila izpite in pridobila licenco za poučevanje joge. Čas v ašramu teče drugače. Takole je potekal njen dan. Staneš ob 5 zjutraj in imaš najprej meditacijo, potem je chanting, to je petje teh mantar, da sproščaš vibracije po telesu. Potem je klas joge, 2 ure nekje joge. To je ta yoga intensive, če delaš pač tečaj za inštruktorja, to mednarodno licenco. Potem smo imeli zajtrk, karmo jogo, potem smo imeli lekcije, potem pa spet vse isto nazaj, Mislim, spet isto, smo imeli 2 uri joge, potem je bil chanting in nato meditacija. Vse skupaj traja nekje od 5 zjutraj do 10, potem imaš še čas za učenje, preden greš spat, potem pa spanje. Po vrnitvi iz Indije je Ana spoznala njenega moža. Jernej je obenem njen največji podpornik in tudi kritik. On je v bistvu, če govorimo o njega, to sva midva. Ampak se res zelo dobro dopolnjujeva. Jaz sem tisti zrak, jaz sem tisto znamenje, ki prinaša ful enega vznemirjenja, enih novih stvari, potovanja. On je pa tisto v bistvu zemeljsko znamenje, ki v bistvu vodno zemeljsko, bi rekla, ki daje neko stabilnost vsemu, kar počneva. Poleg moralne podpore ji vse večkrat priskoči na pomoč pri njenih projektih. Jaz imam kar nekaj projektov, sodelujem v različnih sferah, od modelinga, ko imam za te razne miss tekmovanja, priprave, potem različne manekenske šole, tudi z Bernardo Marovt, Bernie Models, World Top Model Slovenija. Dejansko tu v različnih sferah delujem, imam pa tudi profesionalne športnike. In ravno zdaj, tretja nosečnost je bila malo bolj rizična in sem mogla na koncu bolj počivati.
Pri tem pa mi je pomagal potem mož, ker dejansko smo mogli speljati. Imela sem pa kitajsko reprezentanco, za smučarske skoke. In je on hodil z mano, jaz sem govorila, popravljala, on pa je kazal. Tako da v bistvu je tudi on del moje Devajani Yoga and Dance lifestyle ekipe. Prosti čas, ki ga ne ostaja prav veliko, nameni predvsem družinskim aktivnostim. Najraje smo v naravi. Vse veliko ustvarjamo, vse so deževni dnevi, ko ustvarjamo. Sploh starejši sin je res umetnik, da mu ni para, pač rišemo s temperami, voščenkami, ni da ni akril. Drugače pa hodimo v naravo. To so izleti, družinski izleti, pohodi, smučanje, plavanje, čim bolj aktivno. Tako da smo res taka športna družinica. Ana uspešno balansira med kariero in družino. Zanimalo me je, od kje vsa ta njena energija in predvsem, kako si napolni izpraznjene baterije. Nekako združevanje ljubezni do materinstva, ljubezen do joge, ljubezen do ustvarjanja, vse skupaj se nekako pokombinira. Drugače pa rada gremo v naravo tudi sama, da v bistvu odmislimo se, da nafilam baterije, ker definitivno, ko delaš z ljudmi, potrebuješ imeti energijo, znati pomagati, biti sproščen. Ljudje imajo radi ta oseben, pristen kontakt. Tako da takrat grem pa zelo rada na sprehod, sama v naravo. Vsem obveznostim navkljub je Ana našla čas za pisanje knjig. In dejansko, tudi ko sem izvajala delavnice, so me zmeraj punce vprašale, če imam kakšen material, če imam kaj, kar bi lahko pa doma same prebrale, naštudirale, ker na delavnicah lahko poveš določeno količino stvari, lahko pokažeš, razložiš, ampak še vedno je fino, da imajo ljudje nekaj konkretnega, kar lahko raziskujejo potem še sami naprej. Tako da v bistvu je bilo moje prvo knjižno delo, Joga za nosečnice. Poželo je zelo velik odziv, zelo pozitiven odziv in je sledilo potem nadaljevanje Joga mami in dojenček. To je za varno okrevanje po porodu in kjer lahko v bistvu mamice vadijo skupaj z dojenčkom. Potem je bila napisana srčna joga, ki je posvečena mojemu očetu, ki je umrl zaradi srčne kapi. Takrat sem začela malo bolj preučevati samo to sfero, v bistvu preučevati, kaj sploh pomeni srčna kap, kako v bistvu do tega pride, kaj bi pomagali, preventivno to preprečiti. Vsi vemo zdrav način življenja, ampak jaz sem pač šla malo bolj v globino. In potem smo malo tudi sodelovali v Društvu srca in ožilja in z drugimi, da je potem to knjižno delo res zaživelo. Potem pa sem izdala še 2 knjigi, Joga za najmlajše, ki je neko nadaljevanje, Joga za nosečnice in Joga mami in dojenček. In pa sedaj v tem letu je pa išlo knjižno delo Joga in neplodnost, ki je pa plod dolgoletnih raziskav. S svojim delovanjem bi jogo rada predstavila čim širšemu krogu ljudi. Zato ni naključje, da jutranjo jogo izvaja tudi na enem izmed metal festivalov v Sloveniji. Je zelo dobro zaživel. Moram malo se pohvaliti, moram reči, da hodi tu 200-300 ljudi zjutraj na jogo v 9 zjutraj. Glede na to, da imajo celo noč koncerte in prej v bistvu zaradi koncertov tja, da se jih nabere cela plaža, mislim, noro. Moram reči, da to mi zelo veliko pomeni, ker enostavno smo se na tem projektu trudili, delali in je res zelo lepo zaživel. Zdaj, če delim eno zgodbo z vami, v bistvu imam enega zelo dobrega fana. Pride vsako jutro ob 9 zjutraj na plažo, kjer imamo jogo. Nikoli ne manjka, vedno pa pride čist na basen. Tudi stati ne more, ampak on prije zmeraj vsak jutro ob 9 in dela jogo do konca, spodbuja ljudi okoli sebe. Res, mislim, to je prav noro za videti. Vmes še malo bruha, dela naprej, nič ga ne ustavi. Tako da to je ena izmed teh takih anekdot. Ani največji vzornik in zgled je oče, ki je bil zdravnik splošne medicine. To je eden izmed razlogov, da pri svojem delu ruši bariere med splošno in komplementarno alternativno medicino in se povezuje z različnimi strokovnjaki.
Pri mojem delu vedno se rada povezujem s strokovnjaki, ker ni zdaj v bistvu, da nekaj jaz naredim, pa zatem stojim samo pač, da je delo samo tako, kot je, ampak res želim podpreti. Ali gre to za nosečnice, ali gre to za dojenčke, sodelujem z res priznanimi ljudmi, to so, tudi naj omenim dr. Evo Macun, predstojnica oddelka ginekologije in porodništva na Jesenicah, tako že omenjena kardiolog. To so pač ljudje iz te splošne medicine, s katerimi mi želimo dopolniti znanje, podati vsem, ki berejo oziroma želijo izvajati to jogo, pač to vrsto joge, da imajo potrjeno znanje, kvalitetne informacije, da se zavedajo, da lahko tudi kakšne stvari škodujejo, da se posvetujejo svojim osebnim zdravnikom pred izvedbo. Še vedno meja je zelo velika med splošno medicino in alternativno medicino, sama jo pa brišem. Za vse, ki bi se radi preizkusili v jogi ali pilatesu, ima Ana pomembno sporočilo. Jaz mislim, da velikokrat pozabimo na to, kaj mi želimo, kaj mi hočemo. Tukaj mi želimo biti, da ste sproščeni. Jaz rada vidim, da so ljudje pristni, imaš slab dan, deliš, poveš. In tudi moje skupine to začutijo. Jaz veliko delim z njimi. Me tudi poznajo v tej luči kot mamico, kot podjetnico, ampak predvsem pa kot človeka. Jaz sem preden sem dobila otročke, preden sem postala mamica, sem delala od 8 zjutraj do 10 zvečer. Jaz obožujem svoje delo, obožujem delati z ljudmi. Rada spoznavam nove ljudi, rada jim pomagam. In tudi nekako moš mehen biti tudi psihoterapevt, deliti stvari. In vidim, da dejansko je tukaj mogoče, predvsem imamo neke zelo okorne poglede. Ne, ti če telovadiš, to delaš zase. Sej se je tudi meni že naredil. Ne vem, pa sem imela, kupila sem si v Španiji legice, ko so bila ena stran krajša kot druga. Pa se naredi, pa sem prišla na jogo, pa so me gledali, ti imaš pa krajš, pa reče, vidiš, naredi se, sej smo ljudje iz mesa in krvi, sej, ne vem, padla sem z žoge že, glasba mi ni delala, samo jaz v bistvu se nasmehnem, rečem, pa nisem glih DJ, pa zamenjam CD. Glejte, sej, ko delaš, ljudje smo, ko delaš napake. Ne moreš, da je vse tipi-topi, sploh pa ne, če delaš cele dneve. Tako da jaz kar je, edin vidim, da na mojih vadbah se ljudje povežejo, ker to mi ni samo neka služba, da pridem, rečem živijo, potelovadimo in grem. Se povežemo, si zaupamo, sploh ti manjše skupine ali pa mogoče v manjših krajih. To v bistvu smo povezani med sabo. Za konec velja povabilo v Jasno. Za vse, ki vas zanima, pa naj vas povabim, da se mi pridružite na vadbi joge ali pilatesa, ki ga izvajamo v Jezeru Jasna vsak ponedeljek, sredo in petek. Namaste.